Pozdravljeni! Danes začenjamo s serijo prispevkov posvečenim veliki nagradi Savdske Arabije. In kot običajno si bomo najprej pogledali v uvodnem prispevku vse zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Pred nami je predzadnja dirka na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. Velika nagrada Savdske Arabije. In tu moram priznati, mnogi izmed nas v bistvu ne vemo, kaj nas čaka. Prvič bomo tu sploh videli dirko tako Formule 1, Formule 2 kot vseh spremljevalnih kategorij. Kljub vsemu, čeprav nimamo neke zgodovine, na katero bi se sedaj lahko zanašali, je sama zgodba okrog nastanka velike nagrade Savdske Arabije izjemno zanimiva. Čeprav tudi kratka. Prvič lahko zasledimo resne signale o organiziranju dirke za veliko nagrado Savdske Arabije avgusta leta 2019. In videli smo tudi načrte za progo. A lokacija je bila druga. Ne gre za progo v Džedi, o kateri bomo govorili malce kasneje, ampak za progo v Al-Quidi. To naj bi bilo tehnološko zabaviščno mesto, ki ga gradijo blizu Rijada, čisto umetna tvorba. In ta načrtovana proga naj bi bila proga superlativov. Imela naj bi najdaljši krog, ki bi bil tudi najhitrejši. Kot ponavadi v arabskem svetu vse pretirano. In kar je zanimivo pri tem projektu je naslednje. Avtor, arhitekt postavitve proge ni bil Tilke, temveč nam, navdušencem, izjemno znano ime Aleksander Wurz, bivši voznik in tudi komentator na avstrijski televiziji. V Savdski Arabiji so se izjemno trudili, da bi projekt čim prej spravili v resničnost. Januarja 2020 je bila organizacija uradno potrjena. In v oktobru istega leta smo lahko zasledili, da je bila dirka na tistem začasnem spisku za sezono 2021. A nato je sledila sprememba. Novembra 2020 smo videli čisto novo lokacijo. Džeda na Rdečem morju. In zamenjali so tudi arhitekta. Mnogi izmed vas boste sedaj vzkliknili, pa ne Tilke. In ja, zopet Tilke, ampak ne Herman, temveč njegov sin Kastner. Izgleda, da projektiranje prog v Formuli 1 je postalo dobesedno družinski posel. A ni toliko važno. Proga ne bo najdaljša na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. Daljša postavitev od te, ki jo bomo videli v Savdski Arabiji, bo le tista, ki smo jo videli ali niti ne v Spa-Francorchampu, ampak organizatorji napovedujejo še zmeraj progo, ki bo najhitrejša. Povprečna hitrost na krog naj bi bila krepko čez 250 km/h. To so obljube, videli bomo, kaj bo v resnici. Kot ste malce tudi sami razumeli iz te kratke zgodbe, so progo postavili izjemno hitro. Namreč mnogi so dvomili, da bodo dela zaključena praktično do tega prihajajočega vikenda. In moram pritrditi, da vsa dela do tega trenutka niso zaključena. Gre za malenkosti, ki niso povezane samo dirko,
ampak so naprimer povezane s tribunami, dovoznimi poti in še bi lahko naštevali. Nekako logično je, če so progo zgradili v slabem letu. O samih karakteristikah bomo govorili v nadaljevanju. Namreč najprej si bomo ogledali kot običajno tisto tabelo, ki jo predstavlja Pirelli. In vidimo tisti sredinski izbor pnevmatik C2, C3 in C4, kar ni dobesedno nič kaj takega. In kot sem omenil, tu je dolžina kroga tista druga najdaljša. Če smo malce bolj točni, 6174 metrov ter 27 ovinkov. Videli bomo tudi 3 območja DRS-a, kar pomeni, hočeš nočeš, na 50 krogih, kolikor bo trajala dirka, da bodo imeli vozniki na voljo praktično malce manj kot 150 poizkusov s tem elementom na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Namreč sistem DRS ni dovoljen prav na vseh krogih. Če se vrnimo malce na tabelo Pirellija, bomo lahko videli, da so vrednosti tam med 2 in 3. Kolikor malce posplošim, me lastnosti proge spominjajo izjemno na tiste, ki smo jih videli v veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli. Samo da so še malce nižje, tudi izbor pnevmatik je, kar se tiče trdot, enak. Torej, lahko bi nekako sumili, da gre še za bistveno hitrejšo situacijo, kot smo jo videli v Imoli. In tu bi lahko, glede na tisto, kar smo videli v predhodnih dirkah, nekako začeli sumiti, da je proga, ki bi bila lahko celo malce bolj pisana na kožo Mercedesu kot Red Bullu. Imamo kar nekaj zanimivih vprašanj. Prvo vprašanje je vezano na sam asfalt. Kaj je dobesedno nov? In pri novi asfaltni površini prihaja do izločevanja mineralnih olj na površini. Videli smo to naprimer v Turčiji. In tu v Saudski Arabiji se trudijo spirati to površino, kar se da pogosto, kot lahko vidimo na priloženih fotografijah. Ampak lahko predpostavljamo, da bo dirka iz kroga v krog hitrejša. In več, ko bo nanešene gume na samo asfaltno površino, se bo lahko tudi spremenilo razmerje samih sil na štartnem razporedu. Zato ne smemo trditi kar tako pavšalno, da bo ena ekipa v prednosti pred ostalimi. A poleg tega, da je asfalt izjemno nov, je tudi izjemno malo abraziven v primerjavi s tistim, kar smo videli na drugih prizoriščih. Zato se bomo morali o morebitnih strategijah pogovarjati seveda v naslednjih prispevkih. A na koncu moramo še napovedati nekaj. Kaj lahko pričakujemo od samega vremena, ki zna biti ključno. Ampak smo na arabskem polu. Torej, kakih padavin ni napovedanih. Ne v petek, ne v soboto in ne v nedeljo. Ne bo niti oblakov, zato lahko uporabimo grafiko sončnega vremena, čeprav se dobro zavedam, da gre za nočno dirko. A temperature bodo lahko dosegle celo več kot 30 stopinj Celzija, kar zna biti zanimivo, posebej pri asfaltu, ki ne daje vsega tistega pravega oprijema. Ampak omenil sem vam, da se proga nahaja dobesedno ob Rdečem morju. In to pomeni, da bomo lahko, ko se bo znočilo, imeli te obmorske sape, ki bodo pihljale ob sami progi.
kar bo znalo vplivati tudi na bolide Formule 1. Torej, če malce povzamemo, imamo kar ogromno neznank vezanih na to novo progo, ki je bila zgrajena tik pred zdajci. Čeprav še ni dokončana, pravijo organizatorji, da je vse v najlepšem redu, čeprav bomo lahko videli tudi kakšne težave s temi kompleksnimi sistemi, ki jih Formula 1 ima. Ampak s dirkami Formule 2 in ostalimi spremljevalnimi kategorijami bi se znalo do same nedelje marsikaj spremeniti. In seveda tudi tokrat se bo nadaljevalo po ustaljenem urniku. Namreč danes je bil tu samo uvod, sledi prispevek pred kvalifikacijami, zadnji briefing in po sami dirki tudi komentar. Rad bi vas opozoril, da zaradi sodelovanja s Sportklubom bom predvsem v petek in soboto zaseden, zato bodo prispevki objavljeni malce kasneje kot običajno. In upam, da mi zaradi tega ne boste zamerili. Kar se tiče tega prvega uvodnega prispevka, je za enkrat to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.